Lepo pozdravljeni, gospod Blaž Izlakar, župan občine Šmartno pri Litiji. Smo v mesecu februarju, januarju menil kot blisk in seveda vi ste dodobro sedaj že ugriznili v delo, v županovanje, sem prepričan, pa morda, če nekoliko za uvod narediva, kakšna je zdaj situacija, kako ste pripravljeni na vse nove izzive, na nove projekte, ne nazadnje. Dober dan želim. Evo, po enem mesecu ste se ponovno oglasili, čas res hitro leti. Zadnji mesec je bil zelo intenziven, bom rekel, da smo mogli na vseh nivojih se spoznati s situacijo, kakšna je. Moram reči, da smo dodobra spoznali pa zajezili situacijo, tako da se lahko s ponosom povem, da nam gre kar v redu, glede na dano situacijo. Tako da izzivi, ki prihajajo, je seveda sprejetje proračuna, smo v začasnem financiranju. To bomo na seji 15. februarja tudi skušali narediti v prvem branju. Potem vrtec, z lastnikom zemljišča, torej župnijo smo navezali stik, opravili 2 sestanka, začrtali neko pot, ki upam, da bo uspešna, zaenkrat več kot toliko težko rečem. Vse aktivne projekte, ki so bili nekako začeti, skušali pripraviti do situacije, ko se za njih odločamo, ali jih bomo umestili v proračun ali ne. Tako da ja, tako kot ste omenili, zelo intenziven mesec. Župan, zdaj vrtec, jaz se moram še nekoliko dotakniti. Vsekakor so te trudili za lokacijo, ki je bila prvotno mišljena, torej ob šoli, osnovni šoli. To je bila tudi vaša zaveza nekako predvolilna in v vaših programih. Mene zanima drugi del, to je financiranje. Vemo, da je občina Šmartno pridobila sredstva iz državnega proračuna, ki pa so časovno omejene. Je tukaj zdaj kaj novega? Boste uspeli prelongirati ta sredstva? Torej najprej bi želel poudariti, da je moja želja k premiku k osnovni šoli vezana izključno na argumente. Tukaj ni neka moja subjektivna želja, da zadevo premaknemo. Kar se tega tiče, smo na ministrstvu imeli sestanek z državnim sekretarjem. Na tem sestanku smo se dogovorili, da sredstva seveda lahko zamaknemo. Tudi menjava lokacije je možna. Je pa dejstvo, da moramo najprej narediti nek korenito spremembo oziroma imeti neko smernico, da se bo to res zgodilo, da lahko potem tudi s postopki na ministrstvu potem pričnemo v smeri, da bi se subvencija premaknila na novo lokacijo. Torej, pogovori tečejo z cerkvijo. Je kaj nakazano, so se ti odnosi zdaj kaj, če rečemo, utoplili? So pripravljeni na dialog? Absolutno, dialog že poteka. Jaz sem nekako v svoji smeri z iskrenostjo pristopil do njih. Tudi zaenkrat smo naredili nekako seznam želja iz obeh strani, ki bi jih želeli s to pogodbo urediti. Tako da zdaj pa čakamo cenilca, da poda številko vrednosti parcel, ki so trenutno v vprašanju. In na podlagi tega bomo, upam, da sklenili neko predpogodbo, ki pa, kot sem že omenil, bo osnova potem, da tudi premikamo subvencijo, premikamo financiranje in vse ostalo sosledje. Župan, omenili ste že, pred vami je redna seja občinskega sveta, to bo proračunska seja, pa morda zdaj, kakšen bo ta letošnji proračun? So že znani osnutki, torej kaj bo tisti angro sredstev, ki jih boste lahko namenili za investicije? Kar se tiče letošnjega proračuna, je osnutek v nastajanju. Seveda, da je potrjen, ne bomo rekli, zato ker želim najprej uskladiti tudi seveda z vsemi koalicijskimi partnerji. Kar se tiče investicije, tako kot sem omenil, nekatere investicije čakajo ali so že dočakale odobritev strani države po subvenciji, tako da bomo jih seveda mogli vključiti v letošnji proračun. Nekatere stvari so še v zraku, ker tako, kot sem rekel, recimo neka sredstva potencialno namenjena za odkup zemljišča bodo morala v osnutku biti, ni pa rečeno, da bomo do tega zemljišča seveda prišli, jaz upam, da bomo. In tako naprej. Tako da bom rekel, proračun je v nastajanju, zelo dobro kaže, ampak ni pa rečeno, da bo seveda v takšni obliki tudi sprejeta. Imenovali ste tudi podžupana oziroma ste imenovali še koga? Boste imeli enega ali 2 podžupana? Imenoval sem podžupana, to je gospod Darko Vidic. Imenovan je bil tudi, da na področju kulture nadaljuje svoje delo. Se mi zdi, da z njegovimi bogatimi izkušnjami iz tega področja lahko, bom rekel, prosperira. Tako da, kar se tega tiče, je to. Ostajamo na enem podžupanu, zaenkrat pa več kot toliko, bom rekel, ni predvideno. Pripravljate pa tudi razpis, oziroma celo zunaj je že razpis za sofinanciranje vsebin na področju športa in kulture.
Župan, je nekaj podatkov okrog tega razpisa? Zunaj sta trenutno dva razpisa, prvi je humanitarni, drugi pa za področje športa. Kultura še ni bila, ni bil izdan. Odločili smo se letos, da bomo razpis objavili pred sprejetjem proračuna. To pa zato, ker je razpis vezan na točkovanje in v bistvu glede na višino sredstev, ki bojo naknadno odobrena s strani stališča proračuna, nimajo nobene veze, ne. Se pravi, prav, da gre razpis ven, da se društva lahko v miru na njega prijavijo, da se točkovanje potem tudi izvede in višina potencialnih sredstev določi. Ko bo pa seveda sprejet proračun, bomo pa ta sredstva potem tem društvom tudi namenili. Načrtujete enako višino sredstev kot v lanskem letu? Ste dodali kakšen inflacijski korektor? Trenutno moram sam pri sebi reči, da sem večinoma ohranjal enake zneske, ker dokler se jaz čisto točno v celoti ne spoznam samo situacijo, je, dosti neodgovorno od mene, da bi določene stvari večal. Mogoče še kakšen podatek o zimski službi. Nekaj snega je bilo v zadnjem obdobju, predvsem v višje ležečih krajih. Župan, je vse potekalo tako, kot mora, oziroma sredstev je dovolj za izvedbo, normalno izvedbo zimske službe? Sredstev za izvedbo zimske službe je dovolj, so rezervirane v ta namen. Je pa res, da sem, svoj mandat začel slabo popotnico, kar se tiče snega, ne. Narava mi ni prizanašala, če se majčkeno pošalim. Je pa tako, da se tudi standardi na terenu iz leta v leto višajo. Ljudje želimo imeti, v trenutku rešene vse naše težave, kar pa seveda pri zimski službi največkrat ni mogoče. Sploh, če se zgodi tako, kot se je letos, da pač v trenutku v 2 urah pade velika količina snega, ne. Vse pa fantje na terenu trudijo in tudi, potencialne pritožbe rešujemo kar se da hitro. Tako da jaz iz tega stališča sem zadovoljen. Hvala lepa za tale pogovor, župan. Jaz vam želim uspešno delo, seveda še naprej. Midva se vidiva prihodnjič, že takrat vse dobro in nasvidenje. Hvala lepa in lep pozdrav tudi gledalcem.